Lepo rečel sem skupaj. Izvršilni odbor Slovenske demokratske stranke je danes obravnaval razmere v državi in kot smo napovedali že dopoldan sprejel predloge za reformo političnega sistema, hkrati pa tudi predlog stranke za poseben dogovor slovenskih parlamentarnih strank o tem, kako se ta reforma uresniči in kako naprej iz te situacije. Najprej o predlogih za reformo političnega sistema. Ta vsebuje 11 točk. Predlagamo prvič, uvede se neposredna volitev poslancev. Za izvolitev vsakega poslanca je potrebna absolutna večina glasov v njegovem okraju. Drugič, uvede se možnost od poklica poslanca med mandatom z novimi volitvami v volilnem okraju. Tretjič, uvede se možnost od poklica župana ter omejitev mandata župana na 2 zaporedna mandata. Alternativno predlagamo, da se uvede posredne volitve za župana, se pravi, da župane, tako kot je bilo v prvem mandatu lokalne samouprave, imenuje in razrešuje občinski oziroma mestni svet. 4. Ukine se državni svet. 5. Uvede se poskusni mandat za vse nove sodnike. 6. Obdrži se trajni sodniški mandat, ki pa nastopi šele po opravljeni poskusni dobi. Za vse obstoječe sodnike se izvede reelekcija. Sodni svet se za čas funkcije predlaganja sodnikov reelekcijo okrepi sodnimi strokovnjaki iz mednarodnih sodnih institucij ter vrhovnih sodnikov drugih držav Evropske unije. 7. Ustanovi se novo specializirano sodišče za sojenje v primerih najtežjih oblik gospodarskega, bančnega in drugega organiziranega kriminala. Sodnike tega sodišča po posebnem postopku z javnim glasovanjem na predlog predsednika Republike Slovenije imenuje Državni zbor z dvotretjinsko večino vseh glasov. 8. Uvede se finančna policija s pristojnostmi po vzoru nekterih drugih držav Evropske unije. 9. Ukine se vse tiste državne in paradržavne institucije, ki jih ne najdemo v primerljivih državah Evropske unije. 10. Ukinejo se vsi privilegiji, ki jih imajo voljeni ali imenovani funkcionarji po koncu mandata. In 11. Omogoči se enostavnejši razpis predčasnih volitev in poenostavi postopek oblikovanja vlade. Vsem parlamentarnim strankam in poslancem narodnosti bomo danes po seji izvršilnega odbora poslali tudi predlog za dogovor slovenskih parlamentarnih strank in drugih parlamentarnih dejavnikov. Ta vsebuje 6 točk. Prva točka tega dogovora bi bila hiter sprejem predlaganih političnih reform, prej naštetih v 11 točkah. Druga točka je vpis datega fiskalnega pravila v ustavo, tukaj je potrebno samo še eno glasovanje. Tretjič, sprejem predlaganih sprememb referendumske ureditve. Strokovna skupina je pripravila predloge in tukaj gre lahko hitro naprej. Četrtič, sprejem in uveljavitev že predlaganih ali sprejetih protikriznih in reformnih zakonov. Petič, dogovor, da se za čas trajanja krize zamrzne izplačila vseh privilegijev ter transferjev posameznikom za izjemo socialnih in družinskih dodatkov, ki na podlagi različnih zakonov, uredb, ki se na podlagi različnih zakonov, uredb in sklepov dobivajo posredno ali neposredno iz proračuna, če ta izplačila skupaj z osnovnim prejemkom presega višino povprečne plače. Tako privarčevani denar se nameni za povečanje sredstev za štipendije. Gre za znatno možno privarčevana sredstva. In 6. Predlagamo dogovor o razširitvi vladne koalicije, kadarkoli, ali predčasne volitve v roku 2 mesecev po izpeljavi vseh teh točk, ki so naštete. In glede na našo oceno je to možno že maja ali junija. Kot že rečeno, bosta oba predloga danes poslana vsem parlamentarnim dejavnikom. V dopisu, ki ga bom podpisal, bom predlagal, da
si naslednjih dneh vsi izmenjamo predloge, ki padajo še posebej danes glede reforme političnega sistema. Ti predlogi prihajajo tako od parlamentarnih strank, kot tudi od drugih strank, neparlamentarnih, civilne družbe, posamičnih strokovnjakov, državljank in državljanov. Predlagal bom, da proučimo tudi te predloge, ne samo te, ki prihajajo od parlamentarnih dejavnikov. In predlagam tudi, da se po nekaj dneh, ko si izmenjamo te predloge, sestanemo skupaj predsedniki vodje poslanskih skupin, parlamentarnih strank, oba poslanca narodnosti in enostavno ugotovimo po vrsti, za katero teh predlogov je zadostna večina, da se jih sprejme in ali obstaja politična volja za takšen dogovor, kot ga predlagamo, ali za dogovor, kot ga bo predlagal kdo drug, če bo o tem doseženo soglasje. Kakšno vprašanje? Prosim. Predčasne volitve. Ja. Kje je zdaj predčasne volitve, ko bi bilo vse to izpolnjeno? Pač to je naša ponudba opoziciji. Za nekatere od teh ukrepov, ki jih predlagamo in ki so nujni za deblokado tega, kar po Sloveniji danes je, in ta blokada je na vseh ravneh. Ne čuti jo samo vlada, čuti jo vsak posameznik in to je v bistvu največji problem. Je potrebna dvotretjinska večina, se pravi, je potrebno zadostno število glasov, če hoče opozicija v zameno za to predčasne volitve, če hoče za to vstopiti v vlado. Naša vrata so odprta v obetu. Glede na interes bom jutri na voljo za dodatne razlage teh točk. Ne povem še to, da so podane strnjeno, takšne boste tudi zdaj dobili, je pa za vse te predloge, vključno s temi, ki za sabo potegnejo spremembo ustave ali ustavne zakone in tako naprej, napisano že tudi strokovno gradivo in nekateri predlogi seveda tudi niso dani prvič, se pravi, obstajajo konkretni osnutki, konkretni predlogi in ni noben problem takoj začeti tudi bolj konkretne razprave, ustanoviti strokovne. Ni noben problem ustanoviti dodatne strokovne skupine, poleg teh, ki že delajo ob obstoječi ustavni komisiji in delo zelo hitro, se pravi, na tem mesecih prijejo do konca. Lahko mogoče samo še eno. Branimir Štrukelj je danes napovedal stavko učiteljev za 21. decembra. Lahko nekaj komentar še tega, prosim? Veliko dogodkov bo očitno, 21. decembra. Ta datum ni izbran slučajno, niti za te napovedane nove proteste, niti za to, kar je napovedal gospod Štrukelj, tudi nekatere druge stvari se napovedujejo. 21. decembra je pač dan, ko bo ta država proslavljala obletnice samostojnosti in enotnosti. To je tudi dan, ki je tako ali drugače pomemben, ker se bo v veliki meri zaključevalo parlamentarno delo, ki prinaša zelo pomembne odločitve od sprejetja pokojninske reforme danes do sprejetja proračuna in tako dalje. Očitno je nekdo zračunal, da je to primeren termin za ponovne blokade. To je tudi dan ali dva pred prisego novega predsednika. Očitno nekatere tudi to moti. Jaz pričakujem, da se bo marsikaj od tega, kar je danes v zraku, kar je povzročilo napetosti, do takrat razrešilo in apeliramo vse, da ne pogrevajo te situacije, ki je dovolj vroče. Še sem tudi vprašal, jutri bo državni zbor sprejemal proračun in ta dogovor okrog znižanja mase plače še ni nič dogovorjeno, napoveduje se stavke, med drugim pa tudi možnost referenduma na zakon o izvrševanju proračuna. Zdaj, a je vlada pripravljena še kaj se popustiti glede tega znižanja mase plače? Bo tako ostalo, kot je pa možen konflikt ali tako? No, prvič, referendumske blokade na proračunsko zakonodajo so dejansko izven vsega, kar predstavlja okvir normalnosti. Upam, da do tega ne bo prišlo. Tudi s to potencialno blokado ne bo nič več denarja, ker če ga bo manj, bo pa zelo oteženo normalno funkcioniranje države. Če bi do tega prišlo, mi seveda ne verjamemo, da je tak referendum možen.
in mislim, da tudi ne bo, ampak že sam postopek sprožitve referendumske pobude ali zahteve vzame svoj čas, premakne uveljavitev proračuna preko 1. januarja, to bo povzročilo na 10.000 težav vsem institucijam in tako naprej, zato jaz upam, da seveda do tega poskusa ne bo prišlo. Zdaj, kar se tiče tega famoznega znižanja mase za plače, treba povedati, da je to znižanje bistveno manjše od tega, kar se prikazuje, da to ne pomeni drastičnih posegov v zaposlenost v javnem sektorju, da je to znižanje manjše od 10%, da je večino tega cilja možno doseči z uveljavitvijo tistega člena Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki omogoča, da se ne podaljšajo pogodbe oziroma delovna razmerja tistim, ki izpolnijo pogoje za upokojitev. Takšnih bo naslednje leto več tisoč in leta 2014 prav tako. Večino tega znižanja sredstev mase za plače dobimo na ta način. Predvideva se na podlagi reorganizacije, ki je bila začeta že spomladi, ukinitev nekaterih institucij, ker se delo podvaja, to bo prineslo dodatne prihranke. Poleg tega pa so odprta sektorska pogajanja v vseh ministrstvih in vseh sektorjih z pristojnimi panožnimi sindikati o tem, na kakšen način doseči ta cilj. Se pravi, ni edini izhod zmanjšanje števila zaposlenih, izhod je tudi zmanjšanje sredstev, to je proračunski cilj. In v posamičnih primerih bodo ta pogajanja zagotovo dala rezultate. Se pravi, zaradi tega ni nobenih realnih razlogov, da se proračun blokira, ker bo to povzročilo ogromne težave najbolj nedolžnim uporabnikom tega proračuna. Samo še eno vprašanje. Ste se danes mogoče kaj pogovarjali glede gospoda Mariniča, sam je rekel pred sestankom, da pričakujem modro odločitev. Ste morda že kaj rekli? Ja. Pogovarjal sem se z gospodom Mariničem, mislim, da bo v prihodnjih dneh sprejel modro odločitev. Kaj pa gospod Kangler dejal je, da se umakne, da se je pripravljen umakniti, če bi ga vi k temu pozvali. Vemo pa, da je to ena izmed iskr tega vsedržavnega protesta proti politiki. Če kakšen poziv mariborskemu županu? Tega se tiče mariborskega župana, naj še enkrat ponovim, da obakrat, ko je on kandidiral za to mesto, je Slovenska demokratska stranka imela v Mariboru po našem mnenju, ki je še vedno enako boljšega kandidata. Žal ni bil izvoljen, prvič ne drugič bil izvoljen gospod Kangler. Dobil je večinsko podporo, v drugem primeru celo v prvem krogu. In to je predvsem stvar Maribora. Sem pa jaz danes govoril z njim. Zanimalo me je predvsem, kaj je možno narediti za to, da se ustavi ta eskalacija nasilja, ki je včeraj po Mariboru presegla vse razumne meje. In mislim, da bo tudi na podlagi tega dogovora tudi on v prihodnjih dneh sprejel razumno odločitev in da ni moje, da jo razlagam, niti mi je ni povedal. Mislim, da se to zgodi. Če se lahko še samo vrnem k Mariniču, torej ste odločitev o tem, ali bo odstopil ali sodeloval tudi v prihodnjo, predali njemu in kaj razumete vi morda pod tem modro odločitev? Zdaj, mislim, da sem na to vprašanje še odgovoril, bi pa na prejšnje posredno še nekaj dodal. To, kar se je včeraj zgodilo v Mariboru, je za Slovenijo tragedija. Ni šlo samo za peščico tako imenovanih izgrednikov, šlo je za 800 ljudi, ki so se poslužili nasilja in z velikanskim obžalovanjem lahko vsi skupaj gotovimo, da je šlo predvsem za mlade, za ljudi, ki so bili rojeni pred 20 leti, nekateri celo kasneje. Bilo veliko mladoletnikov, med temi tudi skupaj skoraj 200 pridržanih na vseh protestih. V Sloveniji v teh zadnjih dneh je bilo veliko mladoletnikov. V Mariboru je pač to še posebej del, lahko bi rekli, neke izgubene generacije, ki je v tej situaciji zaradi takšnih ekonomskih in socialnih razmer, ki pač tam vladajo. In tukaj se moramo vsi skupaj kot družba, kot posamezniki vprašati, katere napake so bile delane v tem času, da je takšna generacija odrastala.
vsi, ki so kadarkoli, ali pa vsi, ki smo kadarkoli odločali o zadevah, ki zadevajo mlado generacijo in njihovo rast, se moramo potem vprašati si dosedanji šolski ministri, pa mislim, da tudi gospod Štrukelj, ki vodi nek ceh, ki vzgaja to mladino. Tukaj nas čaka zelo pomembna razprava, tega problema ni možno odpraviti. Niti samo s tem, o čemer sem prej govoril, v smislu reforme političnega sistema, niti samo s proračuni, naprej gre za globlje vzroke in Slovenija se bo morala s tem soočiti. To, kar se je dogajalo prejšnji teden, moram reči, da lahko to ugotavljamo, je nekaj, kar pač ne sodi v normalno civilizirano demokratično državo. Sem bil prejšnjega tedna v Albaniji. Albanija je znana po ostrih spopadih med pozicijo in opozicijo, potem, da običajno po volitvah opozicija nekaj časa sploh ne pride v parlament, potem, da so v času lokalnih volitvah na ulicah tirane, barikade in tako dalje. No, ampak kljub temu se v Albaniji ni še nikoli zgodilo, da bi kdorkoli v času volilne kampanje organizirali poziv na protest. Ker se vsi politični subjekti zavedajo, da to meče slabo luč na državo, da meče to slabo luč na volilne rezultate, tam si mislijo, da bodo zmagali. In zelo malo držav je, ki se to dogaja, ker se stvari dogajajo na tak način, tik pred volitvami, kot se je to zgodilo pri nas. Hvala Bogu se to ni potegnilo tudi na sam volilni dan. Volitve so bile korektno izpeljane, demokratično in tako naprej, dali so rezultat, kakršnega so dali, ampak potem grenak priokus nad temi dogajanji obstaja. Vsi razlogi za proteste, ki so ekonomski in socialni, ki so obstajali v petek, obstajajo tudi danes, obstajajo tudi 2 tedna prej. Ni bilo treba pač pozivati na proteste v času tik pred volitvami. Hvala.